Hej, danes pa sem želela se dotakniti ene zelo zanimive tematike, in sicer katera taktika bo danes delovala. Zdaj, kako sem prišla do te teme, je enostavno dobim velikokrat vprašanje ali pa, ko se pogovarjamo s podjetniki pa podjetnicami, slišim: "Ja, Maja, ampak jaz veliko tehnik pa taktik sem že sprobal ali pa sprobala, ampak zame nič ne deluje. In danes sem sprobala to, potem zadnjič sem sprobala to in tako naprej." A ne? In seveda je super, da testiramo različne stvari, zaradi tega, da vidimo, kaj deluje za naše občinstvo, kaj deluje za naš brand, pa mogoče tudi nenazadnje, kaj je nam fajn početi. Kaj je pa tukaj problem, je, če te taktike in tehnike nenehno spreminjamo in zamenjujemo, potem pa je tukaj en velik problem, da nič ne bo delovalo. Zakaj? Ti dam primer. Predstavljaj si, da imava zdaj novo restavracijo in v njej zaposliva, ali pa sva midva, ali pa midve, a ne, ali pa imam jaz restavracijo in sem jaz zdaj ta šef v tej novi restavraciji. In zdaj, ker ne vem čisto točno, katera hrana bi se najbolj prijela v tej naši restavraciji, potem en teden preizkušam mehiško, potem drug dan poskušam malo kakšne druge azijsko, a ne, potem slovensko kuhinjo in tako naprej. Skratka, čisto različne kuhinje pač testiram, a ne, in vsakič dam nekaj ven v svojo ponudbo. In kaj je tukaj problem? Da stranke se v bistvu sploh ne vejo, kaj bi prišle k tebi jesti, a ne. Oziroma, enkrat bojo dobile mehiško hrano, pol bojo dobile azijsko, potem neko čisto slovensko, recimo tradicionalno, nič ni narobe, da ne bo kdo narobe razumel, ampak seveda je tukaj potem problem, da stranke sploh ne vejo, po čem si ti poznan, kaj od tebe pričakovati, in bodo rajši izbrale koga drugega, a ne. Tako da, kaj ti tukaj želim poudariti je, da če smo mi kuharji, a ne, dajmo vztrajati nekaj časa pri eni taktiki, pri eni strategiji, da zalaufa, da sploh ima možnost zaživeti. In običajno posamezne strategije celo potrebujejo tam 3 do 6 mesecev, odvisno pa seveda kakšna je, da sploh imajo kakšne rezultate, oziroma da vidimo pa, da tudi imamo čas jo izpiliti, izboljšati in tako naprej. Tako da, katera tehnika bo danes delovala, daj mogoče to na stran, daj se odloči za eno, jo dobro preuči. Pomembno je tukaj tudi, da če se odločimo za neko tehniko, za neko strategijo, da jo res tudi v ozadju poznamo. Velikokrat, kar jaz slišim, je: "Ja, to pa ne deluje." Potem pa, ko se pogovarjamo, v bistvu je ta strategija, mogoče jo podjetnik ali pa podjetnica kopira od nekoga, kjer pač vidi, da nekaj delajo. Primer, a ne, imajo poceni spletne tečaje in potem naredijo sami poceni spletni tečaj tako za 10-20 evrov, a ne, in se tukaj ne prodaja oziroma ne morejo dovolj zaslužiti, ne. Problem je v tem, da niso pa videli, kaj se v ozadju dogaja, in so kopirali samo, kar je za javnost vidno. Na primer, v ozadju je lahko mogoče ta program za njih samo ena vstopna točka za njihov posel, ki pokriva same oglase in nima v bistvu v biznisu nekega posebnega vloge, da bi potem, kako bi rekla, da bi potem od tega poceni spletnega tečaja tudi živeli, ampak je v bistvu v ozadju narejen cel mehanizem, ki potem prodaja naprej. Če pa mi torej zgradimo samo to fasado in kopiramo samo fasado, pa ne bo delovalo. Večkrat rada dam tudi primer, a ne, da če želimo skopirati avto, lahko skopiramo čisto avto, torej, če rečem ogrodje, a ne, do potankosti enako, kot je pri sosedu, a ne, ampak če ne kopiramo tudi motorja in notranjosti, potem bo avto malo manj uporaben. Zato torej ne kopirati, in pa fajn je, da smo tukaj vztrajni, da damo priložnost, da naša strategija oziroma tehnika sploh zaživi. Tako da, evo, upam, da ti današnji jutranji klepet pomaga pri tem, da daš fokus, kaj je najbolj pomembno in kaj ti bo prineslo rezultate.